Gledate Gorenjska poročila na GIF TV. Spoštovane novinarke in novinarji ter ostali predstavniki medijev, lepo pozdravljeni na novinarski konferenci po 18. redni seji vlade. Vlada je danes sprejela predlog sprememb proračuna za leto 2023 in predlog proračuna za leto 2024 s spremljajočimi proračunskimi dokumenti. Z njimi se odziva na aktualne razmere in blaži posledice draginje za gospodinjstva in gospodarstvo, hkrati pa zagotavlja dovolj denarja za razvojno naravnane investicije. Vlada je danes sprejela tudi predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o Slovenskem državnem holdingu. Danes sprejete proračunske dokumente in predlog zakona bo predstavil minister za finance Klemen Boštjančič. Vlada je sprejela tudi program Evropske kohezijske politike v obdobju 2021 do 2027 v Sloveniji. O programu in ključnih ciljih bo predvidoma spregovoril minister za razvoj in Evropsko kohezijsko politiko Aleksander Jevšek. Preden pa se nam pridruži finančni minister, še dve aktualni informaciji z področja zdravstva. Vlada je na današnji seji imenovala Azro Herceg za državno sekretarko na Ministrstvu za zdravje in sprejela sklep o razrešitvi predstavnikov ustanovitelja v svetu javnega zdravstvenega zavoda Splošne bolnišnice Celje in imenovala novi dve predstavnici. Ministrstvo za zdravje je vladi predlagalo, da se v svet celjske bolnišnice namesto dosedanjih članov Andreja Klesinca in Primoza Stojčiskega za preostanek mandata do 27. septembra 2025 za predstavnici ustanovitelja imenuje Mojco Kert in Petro Mencingar Cvar. Minister za finance, dobrodošli. Lepo pozdravljeni. Vlada je danes potrdila spremembe odloka o okviru za pripravo proračunov sektorja država za obdobje od leta 2022 do 2024, spremembe proračuna za leto 2023 in predlog proračuna za leto 2024 s spremljajočimi proračunskimi dokumenti. Pripravo proračunov za prihodnji 2 leti je zaznamovalo aktualno dogajanje v Ukrajini, energetska kriza in post-covidno obdobje. Celotna Evropa se tako danes sooča z nepredvidljivim poglabljanjem energetske krize in Slovenija pri tem ni izjema. Naša naloga je, da kljub zahtevnim okoliščinam zagotovimo blaginjo državljank in državljanom ter sprejmemo ustrezne ukrepe za okrevanje gospodarstva. Osredotočenost ekonomskih in proračunskih politik se bo v prihodnjih 2 letih prepletala z ukrepi za blažitev draginje ter izvajanjem strukturnih ukrepov za povečanje odpornosti gospodarstva, ki bodo podprti z investicijami na ključnih področjih. Proračuna za prihodnje 2 leti sta usmerjena v zdravstvo, zelene politike in trajnostni razvoj, zato bodo v ospredju projekti podprti z evropskimi viri iz mehanizma za okrevanje in odpornost za izboljšanje pripravljenosti na izzive zelenega in digitalnega prehoda. Kot že povedano, bo leto 2023 zaznamovano s financiranjem ukrepov za omilitev posledic epidemije, zagotavljati pa bo treba tudi ustrezen obseg sredstev za draginjske ukrepe, zato je vlada začrtala pravila o namenski porabi teh sredstev, ki jih ne bo mogoče porabiti za nič drugega, kot za tiste ukrepe, ki jih bo sprejel Državni zbor z interventnimi zakoni. Naj izpostavim še nekaj podrobnosti iz obravnavanih dokumentov. Spremembe odloka o okviru za pripravo proračunov sektorja država za obdobje od 2022 do 2024 se nanašajo na leti 2023 in 2024. Evropska komisija je za leto 2023 potrdila nadaljevanje veljavnosti splošne odstopne klavzule, kar omogoča začasen odstop od fiskalnih pravil. Zgornjo mejo izdatkov sektorja država za leto 2023 tako dvigujemo na približno 30,1 milijarde evrov, za leto 2024 pa na 29,6 milijarde evrov. V državnem proračunu za leto 2023 načrtujemo približno 13,4 milijarde evrov prihodkov in 16,7 milijarde evrov odhodkov. Proračunski primanjkljaj bi tako dosegal približno 3,3 milijarde evrov oziroma izraženo v odstotkih od BDP 5,3 odstotka.
Leto 2024 načrtujemo približno 13,8 milijarde evrov proračunskih prihodkov in 15,5 milijarde evrov odhodkov. Proračunski primanjkljaj pa bi tako dosegel približno 1,7 milijarde evrov oziroma 2,6% BDP. Pomembno je, da bo primanjkljaj v letu 2024 precej nižji kot leta 2023, je pa to seveda pogojeno z nadaljnjim razvojem energetske in draginjske krize. Vlada je sprejela tudi predlog zakona o izvrševanju proračunov za leti 2023 in 2024. V njem je določena povprečnina za leti 2023 in 2024 in sicer v višini 667 evrov, kar je 22 evrov več kot v letu 2022. Višja povprečnina je skladna z zakonsko osnovo in vključuje tudi predviden dvig plač javnih uslužbencev, če bo dosežen dogovor s sindikati. Višja bodo tudi druga razvojna sredstva, ki jih na podlagi povprečnine prejemajo občine iz državnega proračuna. Čeprav občine s povprečnino niso zadovoljne, smo jim šli naproti, zvišali smo povprečnino, vendar moramo iskati ravnotežje med zmožnostmi in vsemi nujnimi ukrepi. Letni dodatek za upokojence za leto 2023 je določen v različnih višinah. Za prejemnike pokojnin do 600 evrov bo znašal 455 evrov, za tiste, ki prejemajo pokojnino nad 1120 evrov, pa bo znašal 145 evrov. Za prejemnike pokojnin med 600 evri in 1120 evri pa se letni dodatek izplača po posebni formuli. Naj na koncu povzamem. Naš cilj je zagotavljanje uspešnega nadaljnjega razvoja države, zagotavljanja blaginje državljank in državljanom, sprejemanja ustreznih ukrepov za zagotovitev stabilnega okolja in okrevanje gospodarstva. Vlada je danes sprejela tudi predlog zakona o spremembah in dopolnitvi zakona o Slovenskem državnem holdingu. S predlogom zakona se predlaga rešitve, s katerimi se bo zagotovil nemoten prenos in upravljanje premoženja Družbe za upravljanje terjatev bank na SDH. Poleg tega se bo uveljavilo bolj transparentno upravljanje podjetij v državni lasti v skladu z najvišjimi mednarodnimi standardi korporativnega upravljanja. V sistem korporativnega upravljanja SDH se bo vrnilo upravljanje posameznih družb v državni lasti, kot so DRI, SiDG in holding Kobilarne Lipica, skladno s priporočili in smernicami Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj za korporativno upravljanje družb v državni lasti. S prenosom upravljalskih funkcij na SDH bo še vedno zagotovljene zasledovanje vseh strateških, gospodarskih, okoljskih in socialnih ciljev, ki so za prej naštete posamezne družbe določene s področno zakonodajo, ob upoštevanju predlaganih rešitev iz predloga zakona pa bo okrepljena neodvisnost in strokovnost samega korporativnega upravljanja teh družb. Prav tako se bo bolj jasno opredelilo kadrovanje organe nadzora družb v upravljanju SDH s poudarkom na strokovnosti in kompetencah ter dopolnilo določbe o skladnosti poslovanja, integriteti in transparentnosti. Pod okrilje SDH se s tem zakonom v neposredno last Republike Slovenije prenaša tudi kapitalski delež Elesa v družbi Talum z namenom upravljanja družbe v času energetske krize. Vlada je danes tudi sprejela sklep o določitvi upravičencev do donacij za leto 2022. Na njem je okoli 6000 nevladnih organizacij v javnem interesu, 55 registriranih cerkva in drugih verskih skupnosti, 93 reprezentativnih sindikatov, 90 političnih strank in 523 šolskih skladov oziroma skladov vrtcev. Ker si želimo dobrega sodelovanja z Rimokatoliško cerkvijo, je vlada prisluhnila željam posameznikov, ki želijo donacije nameniti verski skupnosti, s katero so osebno bolj povezani. V parlamentarnem postopku je tudi novela o dohodnini, da bodo do donacij upravičene posamezne cerkve. Najlepša hvala za pozornost.